Drage gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni. Prazniki so minili in najverjetneje ga ni junaka, ki ni malo preveč pojedel. Zato imamo danes tukaj poseben šopek. Tak, ki vas bo očistil od vsega tega, kar se je mogoče nabralo čez te praznične dni. V naši družbi je tokrat del družine Radikon. Pozdravljeni. Pozdravljena. Ja, tukaj je gospod Vladimir in pa njegova hčerka Izidora. Gospod Vladimir, vi ste začeli z ekološkim kmetijstvom, ko to še ni bilo tako razširjeno, to ste bili nekako med pionirji, bi se temu lahko rekli, imate pa tudi zanimivo družinsko tradicijo. Povejte nam nekaj o tem. Ja, tako je. Mi smo začeli ekološko kmetovati leta 2000 in bili smo eni med prvimi, ki smo dobili certifikat za pridelavo zelenjave. Začeli smo z šparglji leta 1986 na vrtu, ker je bila to tradicija naše družine, ki se je preselila v Prekmurje leta 1932 pred drugo vojno iz Primorske, iz Goriških Brd in s sabo prinesla tudi sadike špargljev, tako da je bil špargelj pri nas na jedilniku praktično ves čas, ko je družina živela v Dolgi vasi, ne. No, in ko smo se preselili z ženo spet na domačijo, smo obudili to pridelavo špargljev, no in pol smo nadgradili tudi z ekološko pridelavo, ne. Kako se obnesejo v Prekmurju šparglji, glede podnebja, glede vsega tega? Ste naleteli na kakšne težave? Ne, na težave nismo naleteli, pravzaprav smo bili presenečeni, kako so Prekmurci sprejeli najprej z nejevero, potem pa vse bolj sprejeli to rastlino kot za svojo. Danes lahko rečem, da je v Dolgi vasi nekje 8 do 9 hektarjev zasajenih špargljev, ne. Smo ena vas, ki ima verjetno v Sloveniji največje površine pod šparglji, ne. Tako da je zanimivo je bilo, začetki so bili zanimivi, danes je pa to normalna stvar. Dejansko dober zgled ste bili s tem, kako ste se tega lotili. Ja, začeli smo res postopoma, tako najprej z par stotimi sadikami, na koncu smo jih imeli 18 000. Vsi so z nejevero gledali, kam bojo ti šparglji šli, in na koncu sem prepričeval jih posadite, ker je trg tako velik, da nismo enostavno zadovoljili vseh potreb, ne. Tako da smo nagovorili tudi sosede in potem še prijatelje, da so začeli saditi. In zdaj je dejansko moč vaše šparglje, ekološke šparglje, dobiti v Ljubljani, v bistvu v vseh ekoloških trgovinah po Sloveniji. Tako, trenutno je zdaj stanje na kmetiji tako, da obnavljamo vse nasade. Za 2 leti bo polni rod spet začel, tako da bo spet poti se bojo začele vrteti naprej, kot so se nekdaj. Vrtijo se naprej v bistvu, kot nekdaj in še naprej, saj ste lahko veseli, ker imate naslednico, ki se s tem ukvarja. Tako, zelo smo veseli, da gre tradicija naprej, ne, ker vseeno naša kmetija je poznana po špargljih in tako naj bi tudi ostalo, čeprav zdaj tudi se proizvodnja razširila na drugo zelenjavo, o tem bo povedala Izidora kaj več. Sem pa vesel, ja, da je prevzela to. Ampak najprej se bomo ustavili pri tem, kako si sploh pridelati šparglje, zato ker mi vsi, ki si pridelujemo zelenjavo, nekako vse ostalo gre, pri špargljih se pa ustavi, zato ker ima človek občutek, da je to zakomplicirano, da je to dolgotrajno, da to res ni enostavno. Vidva pa pravita, da je, ne? Čisto enostavno. Špargelj je rastlina, ki je zelo odporna na vse vremenske vplive, raste v vseh podnebjih, nekje požene prej, nekje pozneje, ne, tako da mi imamo za Primorci 2 tedna zamika in Slovenci so lahko veseli, da jejo šparglje 2 meseca, ne kot v drugih državah, onih 40 dni in končajo sezono, ne. Pri nas se sezona vleče 2,5 meseca. Primorci imajo v začetku aprila, mi nekje konec aprila začnemo sezono, ne. In traja do?
nekje do 15. junija. Ne. 60 dni ponavadi beremo, nasad se bere. Imamo staro sorto Mary Washington, ki je zelo odporna, primerna za ekološko kmetovanje, ni škodljivcev, ni bolezni, če se pravilno zasadi. Malo moraš vedeti tudi, kako vetri pihajo, ne, da se izogneš enim problemom, ki se lahko nastanejo. Danes dobiš hibride na trgu, ki rodijo ogromno, ne, vendar ni kvaliteta takšna, kot je ena stara sorta, ki je povprečno po rodu, po prinosu tretjino manjša, ali pa mogoče še več, vendar je pa kvaliteta čisto druga. Ne. Kaj pa so tiste nevarnosti, ki prežijo na šparglje? Kjer so kakšni škodljivci, a so kakšne bolezni lahko? Bolezen je špargljeva rja. Vendar, kot sem rekel, če jih zasadite pravilno, sever-jug, jaz rečem zmeraj, ne, da vetri skozi pihljajo, teh problemov ni. Je špargljeva muha, ki ni neki velik škodljivec, je mogoče v letih, ko je vreme bolj slabo, se zna pojaviti, ne, ampak to ni škoda, zanemarljivo. Ne. Trava pa kot trava, ne, motika in gremo. Dobra volja. Ja. Če pridelujemo ekološko. Ne. Ja. Te dobre volje je kar veliko, saj dejansko brez nje se človek zelo težko odloči za nekaj takega, kot je ekološko kmetovanje. Posebej tam, kjer je potrebno še kar nekaj na roke postoriti. Ja, res je. Zelo ogromno dobre volje, pa pozitivne naravnanosti, da potem gre to vse tako fajn naprej. Kako je prišlo do te odločitve? Včasih otroci rečejo, ne, tega, kar so počeli moji starši, to pa jaz ne želim početi. Pa ne bi točno vedela, kako se je to pri meni zgodilo. Bila sem zaposlena in res je, da je takrat sem ostala brez službe, ampak ker sem se jaz tako odločila, da nočem nadaljevati tistega dela in da bom šla domov nazaj na kmetijo in bom pač probala živeti z zemljo, z naravo in mislim, da kar gre mi, no. Ja, seveda, sej, Ja. polna njiva, lep vrt in seveda tudi stranke, ki so zadovoljne, ki dobijo zabojčke. Ja, Tako da sodelujete v partnerskem kmetovanju Ja. tudi. tudi ja, že 5. leto. Tudi nekaj strank imamo v Murski Soboti, v Lendavi, večino pa v Mariboru, no, tako da kar lepo sodelujemo, že 5 let so večinoma iste stranke, prihajajo še nove stranke, tako da smo zelo zadovoljni. Ampak zdaj se bomo ustavili še malo pri špargljih. Kako gre njihov ciklus v bistvu? A je to dovolj, da kupiš seme, poseješ in potem čakaš? Kako je s tem? Ja, ciklus se prične tako, da poberemo seme, potem ga posejemo, ko skali potem do ene višine sadika zraste, jo preflancamo in potem posadimo v zemljo. 20 centimetrov globoko približno, pa 30 centimetrov narazen med sadikami. 20 centimetrov je kar globoko. Ja, globoko, korenina mora biti globoko. Se Ja. pravi, da samo majhna zeleni del je nad zemljo. Ali ni nič nad zemljo? Če je Je. 20 centimetrov. Ja, nekaj mora biti. ker so visoke že Ja. potem sadike, ne. Ker mi sadimo, do zdaj smo sadili jaz, odkar sem jaz prevzela, smo kar sadike svoje sadili, nismo dvoletne, ampak isto leto smo posejali in posadili v zemljo, ne. Tako da potem 3 leta čakamo in 4. leto pobiramo. In v teh Ja. 4 letih je potrebna oskrba. Oskrba, seveda, ogromno ročnega dela, da trava ne zaduši rastline, tako da pridno kopavamo 2-krat do 3-krat na sezono, pozimi pa počivajo. Jih je potrebno zagrniti, so pod toplo gredo, kako so pozimi? Ja, pokosijo se in se malo zagrnejo, ne, to oče bolj obvlada. Se pravi, da je oče zdaj pomočnik Ja. v vaši. Ja.
v vašem podjetju, Ja, oziroma ja. registrirani ste kot dopolnilna dejavnost na kmetiji. Ja. Se je kdaj zgodilo, da je bila letina zelo slaba, da so bile nevšečnosti? Niti ne. Letina je ponavadi konstantna, vsaka. Ne. Se pa zgodi, ko prehitro poženejo, kot na primer letos so začele nekje 10 dni prej kot ostala leta, se lahko zgodi, da pride mraz. Ne. No, lani nam je pomrznilo, 28. aprila se mi zdi, ko je bil tisti mraz, je vse zmrznilo. Ne. Bilo je tudi tako, da je maja meseca znalo zmrzniti. Ne. Kot špargelj je poln vode in na -1 ali pa celo na 0 zmrzne. Ne. Tako da je, pol ga ne moreš ga, ni tržno zanimiv. Ne. Ampak ravno to, da je poln vode, pomeni, da je tudi zelo dober za določene organe in posebej za ledvice, mehur, so v bistvu dokazane njegove pozitivni učinki na zdravje. Da, ker je špargelj je čistilec telesa, pravijo, ne, vsi. To so že stari Egipčani znali, pa Rimljani tudi, ne. In je ena posebna rastlina, ki je zdravilna, če je pridelana na pravi način. Tako bom rekel, ne. Ker ni vseeno, da je rastlina pridelana z fitofarmacevtskimi sredstvi ali pa brez njih, ne. Koliko je dobra, potem s tistim uničiš tisto, kar je dobro, ne. Ja, zelo je lahko narobe, kajti če niso ekološki, glede na to, da vsrkavajo veliko vode, se pravi, da je tudi veliko strupa v pol njih. Tako, ne, tudi umetna gnojila, ki jih dodajajo, ne, je v šparglju zelo prisotno to, ker ogromno vode počrpa iz zemlje in je zelo globoko, korenina je globoko v zemlji, ne. In trajnica, ki je 20 let na njivi, ne. 20 let, se pravi, da se obnavljajo pol ti grmi. Ne, to je rastlina, ki je na enem mestu od hibridi do 10 do 12 let, te stare sorte so pa lahko tudi do 25 let. Mi smo jih imeli 25 let in takrat smo se odločili, da gremo v prenovo, ker so že shirale nam, ne. Kako pa je potem z dognojevanjem, s kompostiranjem, kako oskrbujete potem tako rastlino? Rastline oskrbujemo vse z ekološkimi gnojili, ne. In z apnenjem zemlje in nič drugo, to je vse, ne. To je vse in mi smo zadovoljni s tem prinosom rastline, nekje 20 do 25 dekagramov v sezoni da ena rastlina in to je zelo dober prinos za to sorto, ne. Kaj je pa še tisto, če bi se slučajno odločili, ker mene zelo mika, na primer, da bi si jih nekaj posadila, kaj je še tisto, na kar bi opozorili, česa naj se mi, amaterji, lotimo? Kako? Če sadite šparglje v vrtu, jih sadite na rob vrta, ker to je trajnica, ki, kot sem rekel, ostane tudi 20 let lahko na enem mestu. Nevarnost voluharja obstaja, ne, ima zelo rad korenine. To se da rešiti tudi z sprotnim okopavanjem, da se ga prežene. Vse ostalo je pa rastlina kot rastlina, rase in prva 3 leta čakate, da so poganjki dovolj debeli, da jih lahko začnete rezati, da se korenina razširi, pol pa lepo začnete uživati. Nas uči strpnosti torej. Kaj pa so še tisti pozitivni učinki na zdravje? Sigurno sta se pozanimala o tem, saj vemo, da rastejo spomladi, so čistilci organizma, katere rodnine mogoče imajo, kako se jih najboljše pripravi, jih lahko uživamo tudi surove. Se pravi, teh vprašanj je kar veliko. Izidora, če nam vi kaj poveste o tem, kako jih je najbolje pripravljati v kulinariki, na primer, da ohranijo vse te svoje hranilne vrednosti? Čim manj jih obdelovati, čim manj kuhati, dovolj je zelene šparglje, je dovolj samo podušiti 2-3 minute in dodati, ne vem, ali jajčka ali s kakimi omakami, rižoto,
ogromno teh jedi je, juhe, lahko se pa jejo tudi surove. Tudi, Ja. no, saj to je pomemben Ja. podatek, a ne. Ja, so zelo okusne. Moja hčerka jih ima najraje surove, kuhanih sploh ne mara. Vaša mama je v bistvu veliko delala na teh receptih, na Ja. kulinariki. Ja, ona je ogromno tudi preučevala zdravilnost špargljev in pripravo špargljev. Kaj se lahko prenajemo? Oziroma vemo, da že po 2 špargljih, če jih pojemo posebej surovega, ima urin že zelo specifičen vonj, bi se temu reklo. Lahko to kakorkoli deluje, na primer, da bi rekli, zdaj se bomo pa očistili pa naredili kuro iz špargljev, pa je lahko potem slučajno kaj narobe. Jaz mislim, da ne, da se jih ne moremo predozirati telesa Ja. s tem, ker se sproti izloča. Ne bi vedela, da bi bilo kaj narobe, no, nisem še zasledila nikjer tega. Ja, in obenem dejansko ta vonj pomeni tudi, da odnaša določene strupe iz telesa. Tako je, ja. Je zelo močen vonj. Katero zelenjavo še pridelujete? Kako gre to skupaj? Kakšna je v bistvu vaša kmetija? Ja, mi pridelujemo zelenjavo sezonsko skozi vse leto. Tako imamo pokrite površine, tako da imamo tudi pozimi pestro, od spomladi do jeseni zelo pestro, pozimi pa tudi. Ta raznolikost. Ja. Če je le možno, se držite tudi setvenega koledarja? Ja, obvezno, to se večinoma se držimo vedno bolj, no, mi uspeva. Tako da so tudi energije prave, mislim, podpora rastlinam. Mogoče tudi kakšne biodinamične pripravke pripravljate? Tudi kuhamo čaje s kopriv, rmana, žajblja. Uporabljam tudi za polže, te naše ljube polže, Ja, rdeče. saj res, to je pa obširna tema, Ja. marsikdo se bo strinjal. Kako se lotite tega? Ja, jaz uporabljam homeopatske granule za te polže, ki jih je potrebno na pravi dan po setvenem koledarju lepo premešati z vodo in 2 dni v mesecu so ti dnevi, ko je luna pred rakom. Takrat se vse površine bi naj poškropile vsaj 3-krat v letu in potem čez par let, to je dolgoročno, Ja. bi ti polži potem prenehali nas obiskovati. Ja. Imate že kakšne izkušnje? Ja. So se že obrnili na mejah vašega posestva? Ja. Jaz sem zdaj tretje leto, bom škropila in jih je veliko manj, no. So še, seveda so, niso čist, ampak jih je veliko manj, kot jih je pa bilo pred 2-3 leti, ja. Dragi gledalci, to je zelo dragocena informacija. Kako se pride do teh granul? Ja, da se jih kupiti. Jaz sem jih sicer v Avstriji kupila, ampak lahko si pa tudi gledalci ali pa tudi mi sami pripravimo z žganjem polžev, ne, ampak to je potem To je postopek Ja. in veliko lažje je Kupiti, nekaj ja. teh granul, Ja. posebej zato, ker zdaj vidimo, da učinkujejo. Učinkuje, sigurno. Zanimivo je, da polž ne umre pri tem, ne, ampak se zarije v zemljo in tam razpade. Ker te granule vsebujejo, delajo se iz polžev, ne. Potem ker je biodinamiki pravijo, da polži pridejo na tista mesta, kjer jim primanjkuje neke rudnine, ki jo oni potrebujejo, no. In potem v zemljo s temi granulami jo damo in potem grejo v zemljo in razpadejo. Kalcija se mi zdi. Kalcija, kalija, ne vem zdaj točno, ja. Nekaj. Skratka, rešitve so še kakšne take rešitve, kako si vi pomagate z škodljivci oziroma z biodinamiko, homeopatijo, da lahko podelimo te uporabne nasvete? Ja, večinoma s čaji, no, pa granule se dajo dobiti kar, čaje pa kuhamo sami potem, ne.
In špricate površine oziroma rastline? Rastline, zaenkrat rastline, ja, površine še ne. Imate tudi kaj sadnega drevja? Ga oskrbujete biodinamično mogoče? To je tudi ena taka tema, saj vemo, da je sadno drevje velikokrat na udaru, posebej kakšne marelice, breskve, to se kar listi vihajo. Ja, ne, to ne obdelujemo biodinamično, ekološko. To je ekološko. Imamo za sebe en sadovnjak, tako da to si za sebe. Kaj so še vaše sanje? Kaj bi si želeli še uresničiti oziroma kaj je tisto, kar vidite pred sabo? Kateri so cilji? Imate še kakšne ideje, kako bi lahko svojo dejavnost razširili mogoče ali pa obogatili še s čim? Neke ideje, vizije so, ampak pustimo odprto pot, pa bomo videli. Ker dejansko Ja. Opredelila se ne bi zdaj trenutno, ampak bomo pustili pa. Dejansko taka skrb, ljubeča skrb za te rastline, posebej po biodinamiki in to napolni dušo, tako da Ja. je človek kar zadovoljen tukaj in zdaj s tem. Ja. In ker imate še krog kupcev, ki so zadovoljni v bistvu s tem, je to kar lepo poslanstvo. Ja, se strinjam, res je. Ja, zelo lepo je, no. Lepo je na kmetiji živeti, delati za zemljo. Nekateri ne razumejo tega, ampak je res, tak človek, ne vem, svoboden si, ne. In dejansko je tudi vse bolj cenjeno in vse več je povpraševanja. Vam včasih ni bilo tako enostavno, a ne, takrat ozaveščenost še ni bila tako visoka, pred 20 leti bi lahko temu rekli, ne, pa tudi zdrava prehrana ni bila tako cenjena. Ja, res je to, ne, ampak kot sem rekel, mi smo za šparglje eno pot odprli, ne, in pol smo samo dograjevali. Je bilo dosti lažje, ne, kot mogoče drugim, ne. Ker je en krog kupcev, bom rekel, nas je poznal, ne, in pol smo samo dodajali artikle, mislim, zelenjavo, pol smo začeli predelavo, ne, in smo samo dodajali in se je ta krog zmeraj samo širil, ne. Tako da je po eni strani smo imeli srečo, smo tudi šparglji bili eni med prvimi v severovzhodni Sloveniji, ne, in so nas ljudje poznali. Tako da smo lahko potem dodajali druge artikle in ponujali in se je to lepo prijelo vse skupaj. Še posebej, ko smo šli potem v ekološko, tam, kot sem rekel, 2000 tega, je bil že ta krog kupcev zelo velik, ne. Zmeraj smo morali samo povečevati, ne, in to ni dobro to, povečevati toliko, ne, ker moraš vedeti, kje so tvoje zmožnosti, da lahko to potem pelješ vse kvalitetno naprej, ne. Ker najlažje je delati dosti, ne, in nekvalitetno, to je najlažje, ne. Če pa hočeš imeti kvaliteto, pa zavestne kupce, potem moraš vedeti, kje je konec, ne. Kje se moraš ustaviti in to peljati dobro naprej, ne. In iz tega vašega pionirstva v Dolgi vasi je nastal tudi dan špargljev. Dejansko je zdaj velik del Pomurja, ki se želi najesti špargljev, poskusiti različno kulinariko šparglji, v Dolgi vasi nekje v sredini maja. Ja, tudi letos bom, to je že 5. leto, zdaj bo že počasi to tradicija. 13. maja v soboto ob 11. se začne špargljada in letos bo malo bolj veselo naravnana, ne, bo tudi se zavleklo malo večerne ure. Je ena prireditev, ki je zrasla kar tako, ne, slučajno, je bil en razpis na občini, ne, in sem poklical našo predsednico krajevne skupnosti in sem rekel: Gabrijela, glej, napravimo dan špargljev, pa bomo poskusili, kar bo, ne. In je zraslo v eno prireditev, ki jo obišče več tisoč ljudi, ne. Ja, dejansko nimaš kje parkirati, velik odmev prihajajo iz vseh koncev Slovenije. Ja. In kot vem, pri vašem štandu jih zmeraj zmanjka, ne moraš takoj, ko prideš, kupiti, če ne ostaneš brez.
Ja, to je, kot sem rekel, ne, dosti pride tudi znancev, dosti kupcev naših pride tudi na to prireditev, ne, in tako da je kar fajn, ne. Fajn. Jaz, če lahko, bi povabil vse Prekmurce in še ostale Slovence, da pridejo 13. v Dolgo vas na ene dobre šparglje, na eno dobro prireditev, ki je res ena lepših v Lendavi, ne. To je bilo povabilo, upam, da se bomo vsi lahko odzvali. Se dela mogoče tudi kakšna pijača, zdaj sem se spomnila, kaj pa šparglji v šnopsu ali kaj takega, ponavadi zmeraj naredimo še kakšne tinkture. Ja, tudi to smo že poskusili, ne, vendar zakonodaja kot je, ne, za sebe pa še zmeraj naredimo malo tega, ne. Skuhamo v kakšnem dobrem šnopsu še šparglje, pa malo jih pustimo, da se izlužijo in pol je tak en okus po špargljih tudi v šnopsu, ne. Se pravi, en takšen špargljev liker. Lahko pa tudi bolj zdrava varianta špargljev smuti. Ja, res, Ja. seveda. Zakaj pa ne? Pa še malo zelenja. Ja. A to zelenje si vi sigurno doma tudi dajete, kam v rižote, a ne, ker je zelo dobro. Namaze tudi? V teh namazih je pa marsikaj okusnega. Ja. Še poleg špargljev, ne, še začimbe, ki jih dodaste. Ja, namazi so ena pogruntavščina tudi, zelo dobro se je prijela, ne, in vsako leto zmanjka, premalo naredimo, ne, premalo je špargljev, da bi jih predelali, ne. Vendar Mogoče razmišljate, da bi se združili v Dolgi vasi, da bi, ali ste edini Ne, ekološki ne, tam? edini smo, Edini ja. ste, ja, potem pa Ja, to ne gre mešati, ja. Saj to bi bilo lepo, da bi Žal bil ne. še kakšen, bi se dalo to lepo speljati, vse skupaj, ker je. Da se špargljev narediti marsikaj, marmelada, namazi, stvari, ni stvari, ki se ne dajo špargljev narediti, ne. Ampak tako je, vsega, kar je dobrega, enkrat zmanjka in zelo dobro je tako, kajti potem znamo to veliko bolj spoštovati in pomembno pa je to, da se kriteriji ne znižujejo, kar je v današnjih časih, ko nekako se gleda samo za profit, ena velika, velika dragocenost. Tako da jaz se vama zahvaljujem za obisk. Če želite še kakšno stvar podeliti z našimi gledalci, mogoče glede svojih prednikov, mogoče kakšne pozdrave na Primorsko, mogoče karkoli. Ja, če je tako, bi res lahko pozdravil žlahto na Primorski, če bo gledala to oddajo. Pa mogoče vse Prekmurce še enkrat, ne, naj uživajo šparglje, vsaj teh 40-50 dni v letu, da si opomorejo telo in da si malo napolnijo dušo z zdravo miselnostjo. Tako, ja, ker kot vidimo, sta vitalna, za Prekmurce to ni ravno velika značilnost, saj za starejše generacije, ne, tako da dejansko velja, da špargelj na dan odžene zdravnika stran, bi lahko rekli. Tako. Saj zdaj v teh časih, mesec dni, ko bojo v polni rodnosti. Hvala lepa. Hvala vam. Hvala, dragi gledalci, za vašo pozornost in se veselim čez 14 dni. Srečno!